Dober dan in dobrodošli na e-konferenci e-računi, nuja za uspešno poslovanje podjetij. Moje ime je Igor Hočevar in potrudil se bom kar se da tekoče povezati današnji program. Veseli nas, da ste se dogodka udeležili v tako visokem številu, kar še dodatno potrjuje pomembnost tematike digitalizacije in e-računov kot enega od ključnih elementov pri prehodu iz papirnega v e-poslovanje. Danes smo za vas pripravili bogat program in predlagam, da kar pričnemo z uvodnim nagovorom direktorja ZITA, Nenada Šutanovca. Nenad, beseda je tvoja. Spoštovane udeleženke in udeleženci, dobrodošli na e-konferenci e-računi nuja za uspešno poslovanje podjetij. Lahko bi rekli tudi dobrodošli v novi realnosti. Ukrepi zaradi koronavirusa so povzročili izjemno hitre spremembe v načinu dela in uvajanju digitalnih orodij, ki smo se jim še včeraj morda upirali. Del gospodarstva si v tem času predvsem prizadeva, da bi krizno obdobje preživel, drugi del pa si postavlja vprašanje, kako poslovanje prilagoditi novim razmeram. Na primer s hitrim uvajanjem dela od doma, redno videokomunikacijo s sodelavci, vpeljavo orodij za podporo skupinskemu in projektnemu delu, sestankom, delavnicam, konferencam, izobraževanjem na daljavo. Skratka, kako digitalizacijo čim bolj poenostaviti poslovanje podjetja. Tudi kot primer na Gospodarski zbornici Slovenije smo skoraj vsi zaposleni od nekaj dneh prišli na delo od doma z uporabo orodij, ki še nekaj dni prej nismo prav pogosto uporabljali. Na dnevnih videosestankih se nas srečuje tudi več kot 50 sodelavcev iz cele Slovenije. Namesto klasičnih izobraževanj in konferenc pripravljamo spletne seminarje in e-konference, kot je ta današnja, sodelujemo v digitalnih procesih. Čeprav je izkušnja zelo nova, se nam zdi izjemno dobra in zelo učinkovita. In če pogledamo še malo širše, kako v teh tednih živimo, naprimer, jaz sem v soboto sem se udeležil 60-letnice svojega prijatelja preko video povezave. Torej, lahko rečemo, da je kriza pravzaprav povzročila hitro digitalno preobrazbo precejšnjega dela družbe, kar prinaša tudi koristi, ki se jih do zdaj nismo zavedali. Predvsem, da se da delati dobro tudi drugače. Ni vedno potrebna fizična prisotnost, ni vedno potrebno tiskanje na papir, sestanki na daljavo pa prihranimo tako čas kot denar. Digitalizacija v tem času pravzaprav deluje kot zaščitno sredstvo. Takšne hitre spremembe v načinu dela so možne le, če je na voljo kakovostna digitalna infrastruktura, sodobna orodja in rešitve ter usposobljeni strokovnjaki, ki lahko pomagajo pri njihovi vpeljavi. Zato je še kako pomembna pomoč in solidarnost s tistimi, ki na stanje, v katerem smo se znašli, niso bili pripravljeni in niso razvijali lastnih digitalnih kompetenc. Vesel sem, in to bi želel poudariti, da je panoga IKT v Sloveniji v tem kriznem času solidarna. Z akcijo Digitalna solidarnost na Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS skupaj z našimi člani pomagamo s številnimi brezplačnimi orodji, nasveti, spletnimi seminarji in storitvami, ki lahko podjetjem pa tudi javnemu sektorju in posameznikom hitro pomagajo vzpostaviti nove načine dela. Pred nami pa je, upam, da zelo hitro tudi obdobje izhodne strategije, ko se bomo morali ob upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja lotiti zagona celotnega gospodarstva in družbe. Po korakih seveda. Glede na trenutne napovedi kaže, da to lahko traja tudi 1 leto. Menim, da je potrebno v tem času digitalizaciji posvetiti polno pozornost, saj je, kot rečeno, odlično zaščitno sredstvo. Po zadnji anketi Mediane, približno 10 dni nazaj, so ocenili, da 20% zaposlenih dela na daljavo in se na ta način vključuje v procese podjetja. Prepričan sem, da je ta številka danes še višja, potenciala pa je nedvomno še bistveno več. In na ta način lahko omogočimo bolj varen zagon celotnega gospodarstva v razmerah, ko bo še vedno potrebno nadzorovati širjenje okužb. Hkrati pa si z digitalizacijo zagotovimo večjo konkurenčnost, ko bo kriza mimo. Saj ne gre le za delo na daljavo in povečevanje produktivnosti, temveč tudi za nove produkte, storitve, poslovne modele in spremembe v organizacijski kulturi. Nadaljnji gospodarski razvoj bi moral temeljiti na znanju, pri čemer postajajo digitalne kompetence odločilne za vsa delovna mesta. Danes bomo govorili o koristih in pomembnosti tistega dela digitalizacije, ki se tiče e-poslovanja med podjetji. S koronavirusom se je pokazala še dodatna potreba po odpravi fizičnih stikov in s tem zmanjševanja zdravstvenih tveganj, zato je zanesljivo in varno e-poslovanje med podjetji in partnerji še bolj pomembno. Verodostojni elektronski računi so zato ključen gradnik digitalizacije poslovanja v nabavni verigi. V prvem delu današnjega programa
nam bo najprej Dušan Zupančič predstavil Center za e-poslovanje, ki je bil ustanovljen v lanskem letu s ciljem podpore gospodarstvu, predvsem malim in srednjim podjetjem pri prehodu na e-poslovanje. V nadaljevanju nam bo Rok Bojanc predstavil zakonske podlage ter stanje v nekaterih evropskih državah. Zatem bo Jorgo Bertalanič predstavil prednosti in koristi uporabe e-računov za proračunske uporabnike ter nekaj zanimivih statističnih podatkov. Za konec ex katedra dela e-konference nam bo Katja Mohar-Bastar predstavila, kako lahko podjetjem pri e-poslovanju pomaga digitalno-inovacijsko stičišče Slovenije kot pomemben del podpornega ekosistema v Sloveniji. V zaključku današnje e-konference pa bomo predstavili primere iz prakse, kako so se uvedbe e-računa lotila podjetja in kako se uvedbe lahko lotite v vašem podjetju, vključno z vidiki procesa v organizacijah. Primeri bodo tako s ponudbene kot uporabniške strani. Želim vam lep in koristen popoldan in naj bo obdobje koronavirusa tudi priložnost. Hvala. Nenad, hvala lepa za tak celovit uvod. Mislim, da smo se sedaj dobro ogreli. Preden pa začnemo s prvim predavateljem, naj omenim, da boste lahko vsa vprašanja, ki se bodo pojavljala med konferenco, postavili in poslali na naslov, ki bo predstavljen na koncu. Prav tako bomo tudi posredovali link na povezavo posnetka tega dogodka, vkolikor si ga boste želeli pogledati še kdaj. Mislim, da smo že pripravljeni na našega prvega predavatelja, Dušana Zupančiča, kateremu sedaj predajam besedo. Dušan, beseda je tvoja. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Danes bi rad predstavil Center za e-poslovanje Slovenije, razlogi za njegovo ustanovitev, kakšne so njegove naloge in kakšne so aktivnosti, ki jih trenutno izvajamo. Slovenija je ena izmed vodilnih držav na področju e-poslovanja in uvajanja e-računa v Evropski uniji. Z našimi aktivnostmi je Gospodarska zbornica štartala že leta 2001, kjer smo ustanovili projekt e-slog in v okviru katerega smo potem razvijali in uvajali standarde v elektronskem poslovanju. V projektu je aktivno ali malo manj aktivno sodelovalo več kot 100 podjetij in moram reči, da smo konec koncev uspešno uvedli standarde za e-poslovanje oziroma poslovne dokumente v Sloveniji. Pa vendar nekako ves čas v toku razvoja e-poslovanja smo se soočili z eno bistveno omejitvijo. To je, da so bile vse aktivnosti, ki smo jih izvajali od leta 2001 na volonterski osnovi. Kot sem že povedal, projekt e-slog smo ustanovili 2001, Nacionalni forum za e-račun 2012, v katerega se je vključilo več kot 160 ljudi, 80 organizacij iz gospodarstva, javne uprave, ministrstev, bančnega sektorja in podobno. Sekcija ponudnikov poslovnih programov pri Gospodarski zbornici in pa več partnerskih podjetij, vsi so izvajali svoje aktivnosti dejansko na volonterski osnovi, kar je konec koncev, kljub samo, da smo imeli dobre rezultate, vsem prinašalo določene omejitve. Ena od teh omejitev je bila tudi ta, da je bilo v preteklosti oziroma do lanskega leta 3 spletne strani, ki so predstavljale podobne vsebine. Na Gospodarski zbornici e-slog, podstran, slovenski račun.si, ROV Slovenija, spletne strani, ki so imele podobno vsebino, vendar se niso sinhrono usklajevale in niso ažurirale. Imeli smo tudi več različnih kanalov do helpdeska, podpore več različnih organizacij. Vse to je nekako doprineslo do tega, da smo v lanskem letu začeli razmišljati o ustanovitvi Centra za elektronsko poslovanje Slovenije, s katerimi smo poskušali odgovoriti na naslednje izzive. Prvič, ne glede na to, da je bilo obvezno pošiljanje računov v proračunskim uporabnikom, se vseeno razvoj oziroma uvajanje elektronskega poslovanja v slovenskem gospodarstvu ni šlo tako hitro naprej, kot smo računali. Zaradi tega je primarna naloga in stalna naloga tudi bodoče promocija elektronskega poslovanja. Veliko deležnikov iz različnih področij je vključeno v te aktivnosti, zaradi tega je tudi stalna naloga povezovanja vseh deležnikov. Potrebno je še nadalje razvijati in vzdrževati e-slog standarde,
trenutno poteka razvoj standardov za e-naročilnico, potrditev naročila in dobavnico. Ambicija je tudi, da vse te standarde vzdržujemo in ažuriramo v skladu z časovnimi zahtevami. Vzpostaviti želimo enoten helpdesk, ki bo omogočil podporo po različnih kanalih. Vsekakor pa moramo in podjetjem kot uporabnikom in podjetjem kot ponudnikom zagotoviti ustrezne kompetence, kaj je zakonsko skladno, informacije o standardih, informacije o potrebah za varovanje elektronskega poslovanja in ostalo, kar s tem povezano tudi stalno usposabljanje uporabnikov in ponudnikov. Potrebno moramo zagotoviti tudi izmenjavo dobrih praks, kajti ravno za izmenjavo dobrih praks med podjetji še najbolj učinkovito predajamo naše izkušnje oziroma odpravljamo težave, ki pri tem nastajajo, in pa stalna naloga tudi zagotavljanje registrov in verodostojnih podatkov, ki olajšajo elektronsko poslovanje. Iz tega izhaja torej dve skupine nalog. Ena je vsebinske naloge, s pomočjo katerih želimo vzpostaviti boljše pogoje za brezpapirno poslovanje, in druga so razne organizacijske logistične naloge. Pri vsebinskih nalogah je razvoj nadgradnje formalnih osnov eno od zelo pomembnih nalog. Želimo dejansko prilagoditi tudi zakonske podlage, zakone, ki so povezani z elektronskim poslovanjem, in zagotoviti, da ne bo zakonodaja onemogočala, kvečjemu obratno, da bo olajšala uvajanje elektronskega poslovanja. Ena od trenutnih aktivnosti, ki jih zdaj izvajamo na tem področju, je priprava predloga za obvezno uporabo e-računov pri B2B poslovanju, obvezno vpise v elektronski register in pa tudi formalna izenačitev elektronskega in fizičnega naslova podjetja. Aktivnosti, ki jih stalno izvajamo, je razvoj in vzdrževanje standardov za elektronsko poslovanje. Naslednja naloga je razvoj in nadgradnja tehnoloških osnov. Želimo pripraviti razne tehnološka priporočila za poslovna sporočila, za izmenjavo teh poslovnih sporočil in pa priporočil za varovanje elektronskega poslovanja. Še najbolj pomembno pa se mi zdi razvoj organizacijskih procesnih osnov metodologij. Po mojem vedenju je to ena od bistvenih ovir za hitrejše uvajanje elektronskega poslovanja podjetja, ravno vpliv oziroma zahteve za spremembe procesov, ki jih izvajajo podjetja. Zaradi tega je tudi na tem področju treba izmenjevati pozitivne prakse in dejansko pomagati pri podjetju, da s čim manj bolečinami preidejo na elektronsko poslovanje. Drugi sklop nalog so operativne naloge. Želimo, kot da prekinemo s to prakso stalnega volonterskega dela, zagotoviti stabilno in dolgoročno financiranje ali preko projektnega dela ali preko nekega stalnega vira financiranja. Še naprej želimo povezovati vse deležnike iz gospodarstva, javne uprave in različnih področij, vzpostaviti infrastrukturo za e-poslovanje, ki bo dejansko, lahko rečemo, naš končni cilj je vzpostavitev ekosistema, ki bo dejansko omogočil povezovanje vsakega z vsakim in dejansko poslovanje in elektronsko izmenjavo vseh poslovnih dokumentov. Vzpostavljamo podporo uporabnikov, se pravi enoten helpdesk, dvonivojski helpdesk po različnih kanalih, ki bo dejansko omogočil promptno odgovarjanje na vprašanje oziroma na pobude naših uporabnikov. Že deluje ažurna web stran, na kateri smo združili vse te podstrani in dejansko omogočamo enoten in pregleden način vse relevantne informacije o elektronskem poslovanju. Še naprej je naša ena od primarnih aktivnosti promocija in usposabljanje uporabnikov in ponudnikov, in pa naša ambicija je tudi sodelovanje z drugimi državami na področju elektronskega poslovanja. In če zdaj malo na kratko še malo vodiča za našo novo spletno stran epos.si. Kot sem že povedal, smo združili v bistvu vse te podstrani, se pravi, tukaj imamo v bistvu informacijo o e-slogu, o trenutno veljavnih standardih, o arhivu, že v bistvu minulih standardov, za kompletno dokumentacijo, kar pomeni, da imate na eni točki zdaj vse relevantne informacije o standardu in kako ga uveljavite v svoje poslovanje. Notri je opis in vstopna točka za elektronski register, kjer je trenutno
vpisanih okoli 10.000 podjetij. Vsekakor je naša ambicija, da se vpišejo v bistvu vsa podjetja v Sloveniji in dejansko predajo informacije, ali sprejemajo elektronske račune, na kakšen način, preko katerega ponudnika in tako naprej. Na spletni strani predstavljamo tudi oba dva projekta ROWS, ki smo ga zaključili leta 2018, v okviru katerega smo razvili eSlog 2.0 račun in pa ROWS 2, v katerem trenutno zdaj poteka in razvijamo standardne naročilnice, dobavnice in potrditev naročila. Potem je spletna podstran za slovenski forum za e-račun, kjer objavljamo v bistvu vse prezentacije iz foruma in pa predvsem pa vse sklepe, ki jih forum sprejema. Ena od vsebin je tudi storitev za e-poslovanja, kjer imamo malo bolj dolgoročno ambicijo, da predstavljamo vse ponudnike oziroma njihove rešitve kot ERP-e oziroma ponudnike tudi prenosnih poti in da s tem omogočamo lažji izbor uporabnikom in s tem lažje uvajanje elektronskega poslovanja. Toliko za enkrat, se pravi, napisano imate, kje je naslov za spletno stran in pač, če želite kakšnekoli informacije, so te vprašanja dobrodošla po elektronski pošti. Hvala lepa. Dušan, hvala za ta vpogled, kako e-post lahko na številnih področjih prispeva k napredku digitalizacije v Sloveniji. Sedaj pa predajam besedo dr. Roku Bojancu, ki nas bo seznanil z zakonodajo na področju e-računov. Rok, prosim. Hvala lepa, Igor, za prijazno najavo in prav lep pozdrav vsem skupaj na današnji e-konferenci. V predstavitvi bomo naredili kratek pregled nad zakonodajo in stanjem v Sloveniji in naši okolici, kaj trenutno velja in kaj se nam obeta. Za začetek pa bi rad poudaril dve sporočili, za katere bi jaz želel, da se jih zapomnite in odnesete z današnjega dogodka, tako z moje predstavitve, kot z vidika celotne konference, kot nek ta take away. Prvi je ta, da je poslovanje z e-računi enostavno, lahko. Torej, vsi tisti, ki danes že poslujete z e-računi, se boste strinjali, da je poslovanje z računi enostavnejše, tako na strani izdaje, še bolj na strani prejema. In drugo sporočilo, da lahko tudi vi poslujete z e-računi in začnete lahko že danes. Predvsem za tiste, ki se tega še niste lotili. Mnogi namreč pravijo, ampak nimam ustreznega programa, ampak ne znam, ali pa ne vem, kako naj začnem. No in v nadaljevanju konference boste spoznali dobro prakso in načine, kako lahko začnete. Tako da sporočilo, z e-računi se vam nič ni treba bati, pa še lažje boste delali, kot delate sedaj. Kar se pa tiče samih zakonskih zahtev, včasih se še vedno pojavi strani določene organizacije, podjetja vprašanje, a pa res lahko uporabljamo elektronske račune ali pa elektronske dokumente, a ne bo nič narobe. Vse bo v redu, še celo širše lahko gledamo, ne samo e-račune. Kot prvo, elektronski dokumenti in papirni dokument sta enakovredna. To nam določa že naš zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, kjer je navedeno, da kadar zakon ali pa nek drug predpis določa pisno obliko, se šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki pod določenimi pogoji. To nadgrajuje potem tudi Evropska uredba eIDAS, ki opredeljuje pravne učinke elektronskih dokumentov in ki izrecno pravi, da se elektronskemu dokumentu ne sme odzeti pravni učinek in pa dopustnost kot dokaz v pravnih postopkih samo zato, ker je v elektronski obliki. Torej, ni sploh več potrebe, da se sprašujemo, ali so elektronski in pa papirni dokumenti enakovredni, sta enakovredna in tukaj lahko damo kljukico. Davčni predpisi pa potem določajo, kako z e-računi. In sicer, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti hrambo izdanih in pa prejetih računov, ki se nanašajo na dobavo blaga in pa storitev, tako v elektronski kot če so v papirni obliki. In ne glede na to, ali
dobite račun v recimo izvirno papirni obliki, ga lahko hranite tudi v elektronski obliki, če ta način hrambe onemogoča spremembo ali pa izbris podatkov oziroma vam je omogočeno reproduciranje nazaj v izvorno obliko. To pomeni, da lahko tudi nek papirni račun, ki ga dobite, poskenirate in hranite izključno elektronsko, seveda pa jasno, da ta skeniran račun ni e-račun. Hraniti morate račune in e-račune 10 let, tako da sam način hrambe pa izbere vsak davčni zavezanec sam. Kar je pomembno je, da je za ves čas hrambe računa zagotovljena tako pristnost izvora, celovitost vsebine in pa čitljivost računa. Zdaj, če se za te stvari kdo boji ali pa ne ve, kako te zahteve zadosti, nič strahu, bodo ravno v nadaljevanju predstavljene dobre prakse, kako to zagotoviti. In nenazadnje, pristnost izvora, celovitost vsebine elektronskega računa se lahko zagotavlja tudi z elektronsko izmenjavo dokumentov. V Sloveniji je kar nekaj ponudnikov, ki to omogočajo, kar pomeni, da lahko to zahtevo prenesete tudi na njih. Seveda so pa zakonske obveze odvisne tudi od deležnikov, ki sodelujejo pri izdaji in pa pri prejemu računov. Spodaj sta prikazana na sliki izdajatelj pa prejemnik iz gospodarstva, zgoraj na sredini pa proračunski uporabniki. In uvodoma sem rekel, da je poslovanje z e-računi enostavno. Pa si poglejmo kako. Zdaj, podrobneje bodo seveda prikazali predavatelji v nadaljevanju na čisto praktičnih primerih, tako da tukaj samo poenostavljen koncept. Izdajatelj pripravi e-račun v svojem programu za pripravo e-računov. Pripravi ga v e-slog standardu, ki ga je že predhodno Dušan omenil. Zdaj, kako se to pripravi, dobra praksa, kot sem že omenil, bo v nadaljevanju prikazano. Tudi če kdo nima programa, nič hudega, na voljo je veliko rešitev, med njimi tudi brezplačne za tiste, ki izdajate manjše število računov, tako da to danes ne sme biti za nobenega problem. Naslednji korak pa je seveda dostava računa do prejemnika. In za dostavo računa od izdajatelja do prejemnika se običajno uporabljajo storitve ponudnikov varnih e-poti. Na njih lahko gledamo kot na neke vrste elektronske poštarje. Se pravi, tako kot vam klasična pošta prenaša pisne dokumente, vam elektronski poštarji oziroma ponudnik varni e-poti prevzame e-račun pri ponudniku oziroma pri izdajatelju in ga zanesljivo in varno dostavi prejemniku. Nato pa izdajatelju nazaj pošlje povratno informacijo o dostavi. Zdaj, za izdajatelja je dobra stran tega, da se vam sploh ni treba ukvarjati z dostavo. To pravi nekdo drug. Imate omogočeno sledljivost, kaj se z računom dogaja skozi te povratne informacije. Pa še ceneje je, kot če bi pošiljali papirne račune po pošti, ne tako, da se že na tem mestu takoj nekaj prihrani. Za prejemnika pa je dobra stran to, da na ta način dobi vse podatke iz računa takoj v svoj informacijski sistem in odpade s tem vso povezano ročno delo. Seveda imate lahko izdajatelj in pa prejemnik tudi vsak svojega ponudnika varne e-poti, ki sta pa med sebojno povezana. Ravno Nacionalni forum za e-račun je v ta namen pripravil kodeks, ki naj se ga držijo vsi ponudniki varnih e-poti, zato da zagotavljajo enako kakovostne, zanesljive in varne storitve. Pomembno je, da je dostava zanesljiva, varna in sledljiva, se pravi, da vedno vemo, kaj se z računom dogaja, ko ga pošljemo oziroma prejemamo. Če pošljemo račun proračunskim uporabnikom, velja pa določena specifika. Kot prvo, račun proračunskim uporabnikom lahko pošljemo zgolj kot e-račun. To je zakonsko določeno in o tem bo takoj v predavanju za menoj lepo to obrazložil Jorgo Bartalanič iz Uprave za javna plačila. Pomembno je tudi to, da veste, da posameznemu proračunskemu uporabniku ne morete kar direktno poslati računa, ampak je treba vse račune za proračunske uporabnike pošiljati na Upravo za javna plačila
preko katere potem končni uporabniki dobijo svoje e-račune. V Sloveniji imamo zelo enovit sistem, kar se tiče standarda za e-račun. Namreč praktično vsi deležniki podpirajo in pa uporabljajo standard e-slog, ki je bil že predhodno predstavljen. Tako da, če boste iskali neko programsko rešitev, bodite pozorni na to, katero verzijo e-slog dokumenta namreč podpira. Trenutno sta v Sloveniji namreč v veljavi dve verziji e-sloga, 1.6 in 2.0. Opozarjam pa, da od 1. oktobra letošnjega leta e-slog verzija 1.6 ne bo več podprt, kar pomeni, da če iščete neko programsko rešitev za podporo e-računom, preverite, ali vam programska rešitev, ki jo nekako želite vpeljati, podpira že novo verzijo 2.0 ali ne. Če pa uporabljate že neko programsko rešitev, pa se lahko tudi, svetujem, pri ponudniku pozanimate, ali podpira 2.0 oziroma kdaj bo zadeva podprta, da ne bi imeli potem od oktobra dalje težav z prejemom in pa izdajo računov. Kar se tiče drugih držav, če naredimo pregled samo po nekaj tistih najbolj zanimivih državah za Slovenijo, se pravi v naši bližini in pa naših večjih partnericah. Eno je to, da Evropska direktiva o prejemu e-računov veleva, da vse države članice obvezno prejmejo in pa obdelajo e-račun, če jim je bil poslan v evropskem semantičnem standardu. To je obveza, ki velja zdaj približno 1 leto in vse države so to uvedle, velja pa to za javni sektor. Kar se tiče recimo drugih držav, Italija je vodilna država, potem do kakšne meje so šli z uvedbo e-računov, in sicer e-računi pri njih niso obvezni samo pri poslovanju z državo, ampak so to že v lanskem letu razširili tako na poslovanje s podjetji in tudi, kadar podjetja izdajajo račune fizičnim osebam. Poleg tega so v letošnjem letu prešli tudi na obvezna e-naročila, in sicer zaenkrat samo za področje javnega zdravstvenega sektorja, v načrtu pa je še dodatna širitev tega. Tako da tudi na strani Evropskega foruma se deležniki kar intenzivno pogovarjamo in izkušnje, ki jih ima Italija pri tej uvedbi, njihove pozitivne učinke, preučujemo, kako bi vsaka država to prenesla v svoje okolje. Hrvaška je tudi lansko leto uveljavila zakonsko obvezno izdajo e-računov za državo, kar ste lahko čutili tudi tisti, ki na Hrvaško izdajate račune. Francija velja obvezna izdaja e-računov za državo, so pa že napovedali, da bo od leta 2023 dalje obvezni e-računi tudi za poslovanje med podjetji. Nemčija je v lanskem letu uzakonila obvezen prejem e-računov za državo, od letošnjega novembra pa bo obvezno tudi pošiljanje e-računov za državo. No, in kot mogoče malo poseben primer navajam tukaj tudi Finsko, ki zaenkrat še nima obveznih e-računov za državo, so pa uzakonili, da lahko naročniki zahtevajo od dobaviteljev, da jim dobavitelj pošlje samo e-račun. Pri nas sicer lahko naročniki to zahtevajo dobaviteljev, ampak dobavitelja načeloma nič ne zavezuje, da bi moral to res upoštevati, in gre bolj za to, da za interes posameznega prejemnika in pa izdajatelja. Seveda pa tudi v Sloveniji smo deležniki nekako prepoznali pozitivne učinke e-računov pri izmenjavi e-računov z državo in nekako vsi deležniki skupaj želimo obseg poslovanja z e-računi še razširiti. Zato je bilo tudi na zadnjem srečanju Slovenskega nacionalnega foruma za e-račune decembra lansko leto strani članov foruma podan predlog,
da se zakonsko uredi obvezna izmenjava e-računov tudi med podjetji in da naj bi ta obveza stopila v veljavo že v letu 2021. Nekako s tem predlogom potem se sedaj tudi dogovarjamo na različnih ravneh, tako gospodarstva, tudi države, in probamo iti v korakih proti tej realizaciji. Tako da hvala lepa za pozornost in lep pozdrav. Rok, hvala. Sedaj nam je jasno, da lahko z e-računi poslujemo varno, zakonsko skladno in, kot smo slišali, tudi enostavno. Zato nimamo nobenega razloga več, da tudi sami ne pričnemo s pošiljanjem e-računov. Sedaj pa predajam besedo Jorgu Bertalaniču, ki nam bo predstavil, kaj so e-računi prenesli proračunskim uporabnikom. Jorgo, beseda je tvoja. Hvala za povabilo. Lep pozdrav tudi z moje strani. V nadaljevanju bom predstavil prednosti in koristi e-računov za proračunske uporabnike oziroma glavne, najbolj pomembne dogodke v javnem sektorju, ki so se izvajali na področju e-računov, seveda vedno ob sodelovanju z gospodarskim sektorjem. Začelo se pravzaprav 1.1.2015, ko je Uprava Republike Slovenije za javna plačila v Zakonu o upravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike predpisala obvezno prejemanje elektronskih računov v javnem sektorju, in sicer izključno prek UIP-a, ki je enotna vstopna in izstopna točka za proračunske uporabnike. V tem delu so morale vse pravne in fizične osebe proračunskim uporabnikom pošiljati račune izključno v elektronski obliki. In za ta namen sta bili oblikovani oziroma vzpostavljeni dve poti, in sicer ena pot prek bank in ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UIP sklenjene pogodbe o izmenjavi elektronskih računov, ter prek spletne aplikacije portal UIP e-račun, prek katere lahko manjši izdajatelji pošiljajo v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom največ 60 e-računov letno. In to spletno aplikacijo trenutno na dan 31.12.2019 uporablja 60.000 uporabnikov in približno nekaj več kot 76.000 izdajateljev e-računov. Po drugi strani pa lahko proračunski uporabniki pošiljajo e-račune prejemnikom prek bančnega omrežja v njihove spletne banke, kakor tudi prejemnikom, ponudnikom elektronskih poti, ki jih je že tudi Rok prej omenil, ki zagotavljajo različne programske rešitve za prejemanje e-računov, ter v zadnji fazi lahko proračunski uporabniki pošiljajo e-račune tudi na mobilne telefone prejemnikov. Predstavil bom nekaj prednosti in koristi e-računov, ki so se z sprejetjem zakonodaje 1.1.2015 pokazale. V bistvu gre za prednosti, ki so na nek način enake tudi za izdajatelje in za prejemnike v gospodarskem sektorju. Predvsem so se znižali stroški in prihranek na času, ni potrebno papirnega poslovanja, ni potrebno arhivov, fasciklov, kjer se hranijo računi, ker je zdaj zagotovljena elektronska hramba. Ves proces zmanjšuje možnost napak ter zagotavlja enostaven nadzor in pravilnost izmenjave elektronskega računa, ker je celotna avtomatizacija procesa avtomatizirana tako od prejema elektronskega računa do njegovega zapisa, potrjevanja in knjiženja ter plačila. Da so vsi postopki od izdaje do prejema avtomatizirani oziroma varni, gre v tem delu predvsem zato, ker ponudniki elektronskih poti in seveda tudi UIP kot enotna vstopna in izstopna točka zagotavlja hitro izmenjavo teh dokumentov,
Ter nenazadnje je omogočena tudi neposredna povezava e-računa s plačilom e-računa v spletni banki. To pomeni, da lahko prejemnik elektronskega računa v bančnem sistemu brez ročnega vnosa avtomatsko sproži postopek plačila elektronskega računa, ki ga je prejel. Vsi ti postopki so zagotovljeni oziroma možni predvsem zaradi tega, ker je zagotovljena izjemna varnost pri izmenjavi e-računov, ker se uporabljajo varne elektronske poti. Ena izmed pomembnih prednosti je tudi okolju prijazno, zaradi tega, ker ne uporabljamo papirja in vsi ti postopki se združujejo v učinkovitost poslovnih procesov. Uprava Republike Slovenije kot naslednji korak na optimizaciji področja izmenjave e-računov sodelovala v projekt ROVS, predvsem zaradi direktive o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki predpisuje, da morajo vsi zavezanci tako kot proračunski uporabniki sprejeti račun v evropskem standardu, če mu je ta izdan. In v zvezi s tem je v okviru projekta bil pripravljen nov standard e-slog 2.0, ki je usklajen z evropskim standardom in ga seveda že dlje časa uporabljajo in tudi prejemajo proračunski uporabniki. Hkrati je Uprava Republike Slovenije za javna plačila svojo enotno vstopno točko nadgradila za e-dostavo prek AS4 profila in AS2 profila, ter tudi vse proračunske uporabnike vključila v enotni nacionalni register prejemnikov e-računov. Predstavil vam bom nekaj številčnih podatkov, in sicer predvsem število prejetih in izdanih e-računov. Na izdani strani je predvsem vidno, da število izdanih računov na strani proračunskih uporabnikov kar precej narašča, cirka 10 do 25%. V povprečju so pa v obdobju 2015 do 2019 največ elektronskih računov prejeli UKC, Ministrstvo za obrambo. Kot največji izdajatelj med proračunskimi uporabniki je pa RTV Slovenija, ki veliko število elektronskih računov pošilja predvsem fizičnim osebam v bančni sektor. Če pogledamo število prejetih e-računov po vrsti izmenjave glede na načine poti, je iz preglednice vidno, da nekoliko pada delež izmenjenih e-računov v bančnem sektorju, medtem ko se delež z drugimi ponudniki elektronskih poti povečuje. In v povprečju je v obdobju 2015 do 2019 UIP največ e-računov izmenil z ZZI, Novo Ljubljansko banko ter s SEDCE-jem približno 7%. Če pogledamo izdajanje elektronskih računov s strani proračunskih uporabnikov, je mogoče ugotoviti pa v bistvu trend zvišanja tako v bančni sektor, kot tudi pošiljanje e-računov med druge ponudnike elektronskih poti, kar z drugimi besedami pomeni, da je bilo v letu 2019 fizičnim osebam prek drugih ponudnikov poslanih za 118% več e-računov kot leto prej. Glede na trenutno situacijo, na epidemijo koronavirusa v Republiki Sloveniji lahko povzamem, da so vse prednosti in koristi tako na strani proračunskih uporabnikov kot izdajateljev in prejemnikov v gospodarskem sektorju se kot prednosti izkazale predvsem v tem, da lahko izdajatelji in prejemniki e-računov vse postopke v zvezi z izmenjavo e-računov izvajajo praktično doma s fotelja, kar pomeni, da ni potrebna fizična prisotnost na delovnem mestu, tako da se zaposleni lahko izognejo, da se nalezejo oziroma dobijo koronavirus. V tem času vsi postopki izmenjave e-računov prek Uprave Republike Slovenije potekajo nemoteno,
saj je izmenjava elektronskih računov z vsemi segmenti zagotovljena in je avtomatizirana. Nadaljnji koraki Uprave Republike Slovenije spet v smeri optimizacije poslovanja e-računov tako v javni upravi kot v gospodarskem sektorju je projekt ROVS, kakor je Dušan že prej omenil. Nadgrajena bo vstopna in izstopna točka v UIP-u za izmenjavo e-računov z novim standardom e-dobavnicami 2.0, ter Uprava Republike Slovenije je pripravljena oziroma načrtuje, da bo v Zakon o upravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike tudi predpisala obvezno izdajanje e-računov za proračunske uporabnike. In na podlagi te zakonske določbe se pričakuje, da se bo uporaba e-računov še dodatno povečala. Ter nenazadnje je tudi ukinitev e-sloga 1.6, ki je seveda tudi sklep Slovenskega nacionalnega foruma za e-račun. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi dosegli še boljše oziroma še večjo izmenjavo e-računov v slovenskem prostoru. Hvala, to je bilo z moje strani vse. Jorgo, hvala za ta edinstven vpogled in jasno razlago, kaj dejansko pomenijo e-računi, ko jih uvedemo celovito in na pravi način. In kot smo videli, številke zelo lepo kažejo, kaj to pomeni. Sedaj pa vas verjetno zanima, kako lahko sami uvedete e-račune, kje dobite informacije, na koga se lahko obrnete, ko potrebujete nasvet. To nam bo v nadaljevanju predstavila Katja Mohar-Bastar iz Diha. Katja, izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Moje ime je Katja Mohar-Bastar in prihajam iz Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Dih je bil ustanovljen z namenom pomoči malim in srednjim podjetjem v procesu digitalizacije in digitalne transformacije. Naše glavne naloge so torej izobraževanje in informiranje malih in srednjih podjetij o obstoju in možnostih uporabe digitalnih storitev, pri čemer skrbimo za povezovanje med podjetji in pa izvajalci storitev. To je pač naša naloga tudi v primeru e-računov. Radi bi vzpostavili, oziroma naš cilj je, da vzpostavimo enotno točko digitalnega ekosistema. Vabim vas tudi na našo spletno stran, kjer sproti objavljamo vse relevantne informacije in s tem zagotavljamo informiranost podjetij in pa tudi možnost ponudnikom storitev, da informirajo podjetja o svojih storitvah. Zdaj pa konkretno, kako lahko Dih pomaga pri uvajanju e-računov. Kot sem že rekla, povezovanje ponudnikov in pa podjetij prek naše spletne strani, prek promocije uporabe e-računov in pa bomo tudi objavili povezavo na spletno stran EPOS e-slog. Hkrati pa se bomo še naprej nekako posluževali soorganizacije mentoriranj in pa delavnic, kakor danes na primer, in pa drugih izvajalcev storitev e-računov in pa drugih dogodkov. Tako da vabljeni in pa najlepša vam hvala za pozornost. Katja, hvala. Sedaj vemo vse. No, vse o teoriji. Kaj pa praksa? Tudi na to smo mislili. V nadaljevanju boste izvedeli praktične nasvete in možnosti, ki jih imate pri poslovanju z e-računi. Pokazali bomo prispevke ponudnikov in uporabnikov, da boste dobili celovito sliko o situaciji v poslovnem okolju. Nekako vrstni red je, kot sledi na temule slajdu, ki ga zdaj vidite, in prvemu predajam v tej vrsti ZZI-ju besedo, se pravi Petru Zorku. Peter, beseda je tvoja. Zdravo, hvala. Pozdravljeni vsi skupaj še z moje strani, oziroma z podjetja ZZI, s kjer prihajam in smo ponudnik BizBox elektronskih storitev.
Moje ime je Peter Zorko, kot je bilo že omenjeno, in danes si bomo na hitro pogledali elektronske storitve za pripravo in izdajo e-računov. BizBox platforma zagotavlja vse, kar potrebujete za brezpapirno poslovanje z e-računi in je lahko vaša enotna točka za izmenjavo med uporabniki BizBox storitev, med bančnimi uporabniki, javno upravo in partnerji, tako doma kot tudi v tujini. S svojimi storitvami, vmesniki in poenostavitvami smo želeli približati elektronske storitve izmenjave tako malim kot velikim organizacijam. Z BizBoxom pa vam zagotavljamo standarde, revizijske sledi, varnostne funkcije, zanesljivost in povezljivost, kot rečeno, tako v lokalnem kot mednarodnem okolju. Kakšne možnosti ponujamo tako za prejem kot za pošiljanje elektronskih računov? Ena izmed teh, tudi najbolj uporabljena, je integracija BizBox funkcij v vaš sistem, bodisi DMS, bodisi ERP sistem. Namestitev ZZNet klienta, ki ni drugega kot nadomestek te integracije z neko dodatno rešitvijo, ali pa uporaba spletnega portala BizBox, kar si bomo pogledali v nadaljevanju. Za pričetek brezplačne uporabe e-nabiralnika za formalni prejem se je potrebno zgolj registrirati kot uporabnik in kot podjetje. Za plačljive storitve in pa tudi seveda za brezplačne storitve pošiljanja in prejema pa se lahko dogovorite z enim od naših partnerjem, katerih rešitve že uporabljate, ali pa se obrnete na nas in bomo skupaj poiskali najoptimalnejšo rešitev. Če gremo zdaj mogoče na praktičen primer prikaza. Najprej si bomo pogledali Excel orodje. Da mi tole gre čez, bo šlo, bo. Excel orodje, brezplačno orodje objavljeno na bizbox.eu, ki ga prenesete. No, ne gre čez, se bom lahko tudi povem. Prenesete iz bizbox.eu in že lahko ustvarjate, kreirate e-račune. Po odpiranju same datoteke je edino, kar je potrebno, je treba klikniti dovoli makroje, zato da se lahko izdela e-slog račun in pa vizualizacija. Vnašamo lahko več izdajateljev računov, kot tudi več kupcev z vsemi podatki potrebnimi za račun. Na samem zavihku podatki v računu lahko iz izbirnega seznama potem te kupce ali izdajatelje računa izberemo, popravimo podatke v računu, od datumov, številk predhodnih dokumentov in ostalo, vnesemo seveda tudi postavke skupaj z davčno stopnjo in kliknemo izdelaj e-slog račun. Izberemo mesto, kamor bomo ta račun shranili in smo že pripravljeni na pošiljanje. Excel je zdaj kreiral PDF plus XML oziroma XML plus PDF. Sedaj se pa prijavimo v BizBox, kjer bomo ta račun poslali preko pošlji e-dokument oziroma pošlji e-račun. Datoteke lahko pripenjamo preko izbire v raziskovalcu ali pa preko drag and drop funkcije oziroma povleci in spusti. Kliknemo na naslednji korak, kjer vidimo podatke o računu oziroma ovojnice. Račun podpišemo z elektronskim certifikatom in že je pripravljen za samo pošiljanje. S klikom na gumb pošlji ta e-račun tudi pošljemo. Sistem nas obvesti, da je bil račun poslan in pod katero številko. Če pa sedaj pogledamo še prejemnikov nabiralnik, kako prejemnik vidi ta račun, vidimo, da je že pod neprevzetimi sporočili čisto na vrhu račun, ki smo ga poslali. Ta račun prevzamemo, gremo na seznam prejetih dokumentov, kjer vidimo vse prejete račune ali druge dokumente in s klikom na podatki dokumenta te tudi pregledamo. Lahko si pogledamo PDF vizualizacijo računa, kot tudi sam XML e-slog račun, ki je v tem primeru seveda tudi original računa. Samemu računu lahko v nabiralniku spreminjamo tudi določene statuse, potrjen, zavrnjen obdelavi, čisto zaradi tega, da lahko tudi sodelavci vidijo, da smo na tem računu nekaj naredili. Računu pa lahko dodajamo tudi
opombe, zaznamke, da če je potrebno kaj s tem računom še narediti, tudi sodelavci to lahko vidijo že iz izbirnega seznama vseh računov. Ko smo račun prevzeli, če pogledamo zdaj še pošiljateljev e-nabiralnik, vidimo, da je pošiljatelj prejel povratnico, s katero ga je sistem obvestil, da je bil poslani račun prevzet in dostavljen in prevzet strani prejemnika. Kako pa veste, komu lahko pošljete račun? Zato imamo na BizBoxu storitev e-menik, ki jo ima večina partnerjev že integrirano v svoj sistem, za vse ostale pa je na voljo na BizBoxu. In svoje partnerje lahko iščete po nazivu ali pa po davčni številki. Če je teh partnerjev več, da ne iščete ena po ena, je možno tudi, da pošljete seznam nam in vam mi uparimo te partnerje z vašim seznamom. Tako da za vse, ki bi radi stopili v svet e-računov, imamo pripravljene tudi osnutke nagovorov za vaše partnerje, s katerimi jih lahko obvestite o prehodu na e-račun ali na prejemni strani ali na izdajni in že lahko začnete. Toliko z moje strani, za več informacij pa smo vam na voljo na prikazanih kontaktnih podatkih. Hvala. Hvala ZZI-ju za ta prispevek. Naslednji prispevek so pripravili pri podjetju Datalab. Režija, prosim. Lepo pozdravljeni, moje ime je Katja Pirnat, sem svetovalka za poslovne rešitve v podjetju Datalab. Danes si bomo pogledali pošiljanje in prejem e-računa v poslovnem programu Datalab Pantheon. Pantheon je torej naš poslovni program, s katerim mala in pa srednje velika podjetja poskrbijo za vodenje poslovanja. S Pantheonom je izdaja računov res enostavna. Če pri tiskanju računa namesto gumba natisni, izberemo e-račun, pa račun odpošljamo kar preko našega integriranega BizBox predala, direktno iz programa za fakturiranje. Če dokument že pošljemo v elektronski obliki, je seveda smiselno, da ga elektronsko tudi hranimo. Tako je dostopen brez iskanja po fasciklih. Kako pa pravzaprav začnemo z uporabo storitve e-račun? Izberemo si enega izmed naših paketov po meri za pošiljanje e-računa. Potem pridobite digitalno potrdilo, s katerim boste lahko e-račune tudi podpisali. Registrirate se v BizBox predal, nato pa samo še nastavite Pantheon za prejemanje in pa pošiljanje e-računov. V naši ponudbi je več različnih paketov. Mesečni paketi so namenjeni uporabnikom, ki mesečno pošljajo večje količine dokumentov. Pri predplačniških paketih pa zakupite določeno število transakcij in jih plačate v enkratnem znesku. S tem se izognete plačilu manjših mesečnih faktur. Paket ni časovno omejen, omejen je le številom transakcij. Ko jih porabite, enostavno naročite nov paket storitev. Sklenete lahko tudi paket za elektronsko hrambo, tako vsi e-računi, ki jih pošljete, lahko v pošiljanju avtomatsko shranijo v arhiv in varnostno kopirajo. Pa si poglejmo še pošiljanje e-računa na primeru. V Pantheonu sem pripravila račun, ki ga bom poslala kot e-račun. Z e-računi lahko nadomestimo papirne račune in poslujemo bolj učinkovito in z vsemi našimi partnerji, ne le z javno upravo. V tem primeru bom poslala tale e-račun kar na podjetje Datalab. Dodala sem torej vse potrebne podatke za izdajo računa, kupca, datum, datum valute, pa pozicijo dokumenta. Na čarovniku za izpis računov od številke do številke lahko izpišemo poljubno število dokumentov. Jaz sem izbrala kar tale naš testni račun. Namesto gumba natisni, izberemo gumb pošlji v dokumentacijo. Dokumentni sistem je hramba vseh dokumentov podjetja. To so lahko prejeti, izdani računi, pa pogodbe s kupci in dobavitelji ali pa računovodski dokumenti.
Za hrambo lahko odpremo poljubno število nabiralnikov. Mi si bomo pogledali kar predal v delu, kjer nas čaka naš račun in pa opravilo za podpis. Izberemo podpisni certifikat in potrdimo opravilo. S klikom na gumb Obdelaj vse pa račun pošljemo kupcu. Podpisujemo in pošiljamo lahko tudi več računov naenkrat. V mapi BizBox preverimo poslani račun. Ko naš kupec račun prejme, pa dobimo tudi povratnico, tole je ta kljukica za dostavljeno. Vidim, da me v vhodni mapi že čakajo tudi prejeti računi. Poleg statusa dokumenta, tukaj vidim tudi datum prejema dokumenta in pa naziv podjetja, ki nam je račun poslalo. S klikom na gumb Uvoz dokumenta se nam odpre forma za uvoz podatkov iz XML strukture. Tukaj najdemo datum, pa dobavitelja, artikle, količino, ceno, DDV in pa znesek za plačilo. S klikom na gumb Kreiraj dokument se podatki prenesejo v prejet račun. Račun bom kar odprla. Tako, v nadaljevanju lahko naš računovodja račun poknjiži, lahko kreiramo tudi virman za plačilo in vsakič pogledamo tudi vizualizacijo dokumenta z vsemi priponkami. Na Datalabu verjamemo v družbeno solidarnost in odgovornost do naših uporabnikov programa Pantheon, pa tudi do vseh drugih podjetij, ki si želijo kar se da optimalno delovati v času krize. Zato lahko poslovni program Pantheon in naše rešitve za e-poslovanje uporabljate brezplačno. S tem si lahko že danes zagotovite varno in brezpapirno poslovanje. Za več informacij o naši posebni ponudbi me lahko pokličete ali pa obiščete naše spletne strani. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa podjetju Datalab za ta prispevek. V nadaljevanju pa si bomo pogledali prispevek podjetja Žejn. Režija, prosim. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Ernest Žejn, prihajam iz skupine Žejn in zelo na kratko bi vam rad predstavil likvidacijo e-računov skozi profesionalno ogrodje Shakespeare. Shakespeare je profesionalno likvidacijsko orodje, uporablja se za digitalizacijo, predvsem pa avtomatizacijo poslovnih procesov in danes si bomo zelo na kratko pogledali, kako potek e-računa poteka skozi profesionalno likvidacijsko orodje. Najprej narišemo potek, angleško workflow, takole v 2 do 5 minutah narišemo zelo preprosto shemo, kako menimo, da mora biti v naši organizaciji potek likvidacije računov, recimo še NPV in tako naprej. In ko naredimo ta workflow, ga v 20 sekundah aktiviramo, programska oprema se reprogramira in od tega trenutka dalje je naš račun, likvidacijski postopek spremenjen. In zdajle bomo pogledali, kako to v resnici poteka. Ko pride e-račun iz strani pošiljatelja, ko se pripravi, se zapakira, preko ZZJ-vega BizBoxa se izmenja in pretvori, vendar pa se potem pošlje v likvidacijsko orodje. Da kar pokažem, kako to izgleda. To je likvidacijsko orodje Shakespeare na pametnih telefonah, tablicah, od kodarkoli pač ste oziroma vaši sodelavci. Tukaj vas čakajo računčki za obdelavo in ko rečem, da je en izmed računov potrjen, lahko še kaj dopišem, lahko ga tudi pogledam, kakšen poteka, rečem vse ok.
in seveda ta račun potem pade nazaj v BizBox od ZZI-ja in v ERP računovodsko in SLD-konti. Zelo je pomembno seveda, da razumemo, da so e-računi samo ena izmed oblik računov, dobivamo račune navadno tudi po e-pošti, jih skeniramo in tako dalje, medtem ko sodelavce in sodelavke v postopku potrjevanja računa ne zanima toliko, na kakšen način smo jih mi sprejeli, kot jih zanima vsebina, ali je korektna, ali je računovodsko ustrezna, ali je roba izdobavljena, ali so še kakšni postopki reklamacije gor in tako dalje, in da se celotni ta potek seveda znotraj organizacije zelo korektno in zelo učinkovito zaključi. Tako, z moje strani je to na kratko, vkolikor pa vas še kaj zanima, vam bomo z veseljem povedali več na telefonski številki 565 3346 oziroma na našem mailu. Hvala vam lepa. Hvala podjetju Žejn za ta lušten prispevek. V nadaljevanju pa si bomo pogledali prispevek podjetja Genis. Režija, prosim. Hvala lepa podjetju Genis za ta prispevek. V nadaljevanju pa si pogledamo prispevek SAOP. Režija, prosim. V programu Minimax lahko izdajamo tudi e-račune. Kupcem jih nato posredujemo na 3 možne načine. Preko sistema BizBox, z uvozom v bančni program ali po elektronski pošti. V kratkem videu bomo pokazali, kako v programu začnemo z izdajanjem e-računov. Če želimo nekemu kupcu pošiljati e-račune, moramo to najprej določiti v šifrantu strank. V šifrantu poiščemo konkretno stranko in kliknemo Uredi. V razdelku Poslovni podatki izberemo nastavitev za izdajanje e-računov. Prva možnost je pošiljanje preko sistema BizBox. Pred izdajo e-računov se moramo najprej registrirati v BizBox ter pridobljena gesla vpisati v nastavitve organizacije v Minimaxu. Druga možnost je, da Minimax pri izdaji e-računa pripravi vse potrebne datoteke, ki jih nato uvozimo v bančni program. E-račune pa lahko pošiljamo tudi po e-pošti. V zavihku Stiki moramo vnesti še e-poštni naslov, na katerega bo Minimax tej stranki pošiljal račune. Po izbiri načina pošiljanja e-računa se prikaže polje Interna številka. Gre za podatek, ki ga zahtevajo določeni prejemniki e-računov, običajno so to proračunski uporabniki. Na podlagi interne številke se dokument sortira v ustrezno pisarno. Ko smo uredili nastavitve, lahko začnemo z izdajo e-računov. Poglejmo primer. V meniju Poslovanje izberemo Izdani računi in kliknemo na gumb Nov. Poleg datumov in kupca izpolnimo obvezna polja za e-račun.
Ta so osnova za račun, vrsta in datum osnove ter koda namena. Če katerokoli izmed njih pustimo prazno, e-računa ne bomo mogli izdati. Vnesemo še vrstice računa in račun potrdimo s klikom na izstavi. E-račune, ki jih posredujemo preko BizBoxa in bančnih programov, moramo pred pošiljanjem elektronsko podpisati. Za e-račune, poslane preko e-pošte, elektronski podpis ni obvezen, vendar to zaradi varnosti priporočamo. Zato moramo imeti nameščeno podpisno komponento. Če še nimamo, nas bo Minimax na to opozoril. Potrjen račun elektronsko podpišemo s klikom na podpiši e-račun. Preverimo podatke in kliknemo podpiši. Nato e-račun pošljemo stranki. V meniju Izdani e-računi so na preglednici računi, ki še niso bili poslani. Izberemo račune, ki jih želimo posredovati. Označimo lahko posamezne ali pa odkljukamo zgornji kvadratek v stolpcu, s čimer označimo vse račune. Kliknemo na Pošlji račune. Program obvesti, kateri računi bodo poslani in kliknemo Nadaljuj. Pri pripravi izdanega e-računa program pripravi 3 datoteke. E-račun v XML obliki, ovojnico e-računa prav tako v XML obliki in račun v formatu PDF. Če smo pri stranki izbrali, da ji bomo e-račune posredovali preko spletnega portala BizBox, bo račun avtomatsko prenesen na omenjeni portal. Če smo pri stranki izbrali možnost, da ji bomo pošiljali e-račune po elektronski pošti, program odpre okno z vnosom vsebine e-pošte, ki jo lahko spremenimo. S klikom na Pošlji račune bo e-račun posredovan na elektronski naslov, ki smo ga vnesli za posamezno stranko. V našem primeru smo pri stranki izbrali, da ji bomo pošiljali e-račune z uvozom v banko. Program pripravi zip datoteko. Shranimo jo na računalnik in uvozimo v bančni program. Kako v programu preverimo, če je bil e-račun uspešno poslan? Na preglednici izdanih računov program prikaže ikono pisma. Če se z miško postavimo na njo, program prikaže informacije o načinu, datumu ter uri pošiljanja računa. Obdelane e-račune program samodejno premakne v arhiv e-računov. Na preglednici jih najdemo, če dodamo kljukico pri zapisu Prikaži tudi obdelane. Če je bil račun uspešno podpisan, je na vrstici pri računu znak za podpis. Če ima pri polju status račun zeleno kljukico, pomeni, da je bil uspešno poslan. S klikom na kljukico program prikaže podatek, ali je prejemnik račun prejel. Rdeč križec pomeni, da e-račun ni bil uspešno poslan. S klikom nanj vidimo, za katero napako gre. Hvala podjetju SAOP za svoj prispevek. Sedaj smo si pogledali stran ponudnikov. Sedaj pa se obrnimo na drugo stran in poglejmo iz zornega kota uporabnikov, kako pri njih poteka poslovanje z e-računi. In prvi prispevek je pripravil vodja IT oddelka v družbi BTC, Matej Bregar. Režija, prosim za... Ključna poslovna področja družbe BTC DD so razvoj in upravljanje poslovnih nepremičnin, trgovskih središč ter izvajanje logističnih storitev. In iz naših izkušenj v logistiki lahko trdim, da je učinkovita izmenjava dokumentov v elektronski obliki zelo pomembna in lahko prinese veliko dodano vrednost v posameznih procesih in v dejavnosti nasploh. Zato tudi vidimo uvedbo e-računov kot neko logično nadgradnjo oziroma razširitev splošne izmenjave dokumentov v elektronski obliki. V preteklosti smo z pozornostjo spremljali razvoj nekega standarda na tem področju. Z odobravanjem smo sprejeli ta veliki pok uvedbe e-računov, ker ocenjujem, da se od tega momenta naprej se na tem področju so se stvari kar precej premaknile naprej. Kar se tiče uvedbe, mislim, da se večina družb ubada s podobnimi izzivi, torej kako implementirati podporo v neke svoje poslovne procese in zaledne sisteme in kako predvsem vzpostaviti ustrezne relacije
in izmenjave proti dobaviteljem in proti kupcem. Naše izkušnje, kar se tiče internih sistemov, nekih velikih težav ni bilo. Zagotovili smo učinkovito podporo znotraj CRM sistema in znotraj ERP sistema. Seveda glavni zalogaj pa je, kako vzpostaviti relacijo z dobavitelji in kupci. Kako torej na razumljiv način razložiti partnerjem, da PDF dokument poslan prek elektronske pošte ni še sam po sebi elektronski račun. Tako da mislim, da smo na strani dobaviteljev, vsaj večjih dobaviteljev, kar uspešni. Mislim, da smo nekako na meji 70% vseh prejetih računov, da jih že dobimo v obliki e-računov. Seveda večji zalogaj je na strani kupcev, že enostavno zaradi dejstva, da mora kupec soglašati z prejemom računa v obliki e-računa. In tukaj je vseeno, kakorkoli izziv, še vedno ta percepcija, da računi sami po sebi niso tako pomembno področje in je torej vseeno, ali zadeva v obliki e-računa ali papirnati obliki. Zato smo na tem področju nekako manj uspešni. Ampak upam, da bo mogoče tudi aktualno stanje in nekako pospešek, ki ga je digitalizacija dobila v zadnjem mesecu, tudi na tem področju prispevala k temu, da se bodo stvari hitreje premaknile naprej. Hvala. Hvala BTC-ju za ta prispevek s svojimi izkušnjami iz prakse. Naslednji pa je prispevek podjetja Merkur Trgovina in režijo prosim za predvajanje. Pozdravljeni. Moje ime je Špela Prijatelj Pajkič in vam bom na kratko predstavila izkušnje našega podjetja Merkur Trgovina pri sprejemu e-računov. Podjetje Merkur Trgovina prav gotovo vsi poznate, saj smo največji tehnični trgovec v Sloveniji s 23 trgovskimi centri in spletno trgovino. Imamo več kot 1400 zaposlenih in več kot 230 milijonov evrov letnih prihodkov. Do odločitve o uvedbi sprejema e-računov je prišlo v letu 2018, ker imamo veliko, več kot 800 dobaviteljev v tujini in v Sloveniji, ker smo v tistem obdobju imeli ekipo 12 zaposlenih, ki so izvajali zajem računov in likvidacijo, mesečno okoli 26.000 blagovnih in stroškovnih računov in ker smo morali vso to količino dokumentov hraniti 10 let v fizičnem arhivu v prostorih podjetja. Optimizirati smo želeli stroške poslovanja, skrajšati smo želeli čas likvidacije računov in ugotiti smo želeli poslovnemu okolju, zaradi tega, ker so določeni dobavitelji želeli pošiljati samo e-račune. Največji izziv nam je bil vzpostaviti in zagotoviti proces za prejem, obdelavo in hrambo e-računa v strukturirani obliki, ki zagotavlja varnost, zanesljivost in zakonsko skladnost. Dodatni izziv so bili še različni standardi in tehnologije e-poslovanja v poslovnem okolju ter izmenjava e-računov preko ponudnikov varnih poti oziroma omrežij. Dodatni izziv pa je bila tudi ugotovitev, da prevzem in obdelava PDF računa z OCR-om ni optimalna izbira. Zato smo želeli pridobiti čim večji delež strukturiranih e-računov. Uvedba e-računov je potekala od oktobra 2018 do maja 2019. Odločili smo se za e-račun v strukturirani obliki in sicer e-slog 161 s prilogami. Zakaj? Zato, ker je takrat e-slog 2.0 zamujal, sicer bi se odločili za ta slog. Večina naših dobaviteljev je slovenskih in pa pošiljanje e-računov UJP je bila že dolgoletna utečena praksa.
Vzpostaviti smo morali e-hrambo z izbranim ponudnikom e-hrambe, vzpostavili smo jo kot storitev v oblaku. Dopolnitve našega ERP sistema, ki je plod lastnega razvoja, smo morali izvesti za področje prejema in obdelave e-računa in integracijo z e-hrambo izvesti. Vzpostavili smo e-izmenjavo z izbranim EDI ponudnikom, to je podjetjem ZZI, ki preko varne e-poti izvaja tudi tehnično kontrolo, to je skladno s standardom, in izvaja transformacije iz ostalih standardov v našo in-house strukturo. Od maja 2019 dalje poteka postopno vključevanje oziroma pridobivanje e-računov naših dobaviteljev. Kakšni so učinki oziroma pričakovanja na poslovanju podjetja? Ugotovili smo, da nekako prinaša uvedba e-računa približno 20 do 30% prihrankov na letnem nivoju napram obstoječemu sistemu obvladovanja vhodnih računov. Skrajša se čas potreben za likvidacijo računov, zastavili pa smo si, da uvedemo oziroma pokrijemo kumulativno 75% vseh e-računov. Zaključek. Definitivno uvedba e-računov pomeni nižje stroške za podjetje, hitrejšo likvidacijo računov, delo se lahko izvaja z drugih lokacij, ni potrebne fizične prisotnosti, varovanje narave, ker ni več papirnatih računov, ni več zamudnega iskanja dokumentov v fizičnem arhivu, enostavnejša kontrola dostopa do podatkov in revizijska sled v e-hrambi. Skratka, uvedba e-računov pozitivno vpliva na poslovanje podjetja in okolja in zato še intenziviramo pridobivanje e-računov in smo zagovorniki zakonsko obvezni izmenjave e-računov tudi za B2B. Zahvaljujem se vam za pozornost, ostanite doma in ostanite zdravi. Nasvidenje. Hvala podjetju Merkur za ta prispevek. V nadaljevanju pa si pogledamo še zadnji prispevek in to je sicer prispevek podjetja Mercator. Režija, prosim. Poslovni sistem Mercator, elektronsko poslovanje. Mercator je, kot je poznano, največji regijski trgovec v Sloveniji. To med drugim predstavlja tudi 484 trgovin market programa in 31% tržni delež. V Sloveniji to pomeni 230.000 kvadratnih metrov prodajnih površin. V celotni regiji Mercator zaposluje preko 22.000 ljudi. Vsak teden pa obišče Mercatorjeve trgovine več kot 5 milijonov kupcev. Imamo tudi 1.730.000 aktivnih uporabnikov Mercatorjevih lojalnostnih kartic. Elektronsko poslovanje v Mercatorju zajema številne segmente. Najobsežnejši del elektronskega poslovanja predstavlja poslovanje z dobavitelji. Na tem področju je bil Mercator tudi eden od pobudnikov uvajanja RIP Edifact v Sloveniji. Večino aktivnosti se izvaja preko Pantheon omrežja. Za dobavitelje, ki nimajo integriranih sistemov, omogoča Mercator tudi brezplačno uporabo Pantheon web portala. Vsem kupcem je omogočeno brezplačno prejemanje elektronske dobavnice po standardu Mercator DI2. Dobavnice prihajajo po elektronski pošti. Za veleprodajne kupce je postavljen sistem za elektronsko naročanje, M-naročanje. Spletna trgovina obsega področje programa Market in tehnika. Distribucijo na Market področju izvaja že 16 distribucijskih centrov. Ena zadnjih novosti v Pika poslovanju je uvedba elektronskega računa za maloprodajne kupce. Na področju elektronskih računov e-slog ZZI je poudarek v Mercatorju na kupcih za trgovsko blago in dobaviteljih za netrgovsko blago. Zakaj e-račun? Težnje po brezpapirnem poslovanju s kupci so bile v Mercatorju prisotne že precej časa. Tu je država pripomogla z velikim pokom, da so se zadeve rapidno spremenile. Sicer vsaka uvedba elektronskega poslovanja dviguje raven kakovosti poslovnih procesov v podjetjih. Izzivi ob uvedbi. Mercator je bilo potrebno usposobiti in sinhronizirati
celotno vrsto internih sistemov, kar je bila vse prej kot enostavna naloga. Uvedba. Odločitev za ZZI je temeljila na tem, da smo izbrali partnerja, ki je imel znanje in sredstva za pokrivanje Mercatorjevih potreb, hkrati pa je to pomenilo tudi dodano vrednost za Mercatorjeve kupce, kolikor le-ti želijo uporabljati še kaj več kot samo prejemanje elektronskega računa. Uvedba elektronskega računa za proračunske uporabnike je hkrati pomenila tudi osnovo za širitev tega načina poslovanja na vse ostale kupce. Povezanost sistemov. Mercator, kot je omenjeno, iz različnih sistemov odlaga dokumente na SFTP strežnik, vsa nadaljnja pot, podpisovanje, distribucija in sledenje pa se odvija na ZZI omrežju. Doseženo. Od skromnih 7% elektronskih računov leta 2015 je Mercator v letu 2019 uspel v nepapirni obliki izdati že 67% vseh računov. Težave praviloma niso več tehnične narave. Največji problem je dobra komunikacija med vsemi deležniki, med kupci, dobavitelji in storitvijo. Kakšne so pričakovanja? Podobno kot pri vseh, postopni prehod na brezpapirno poslovanje v večini segmentov poslovnega dela. Hvala za pozornost. Hvala podjetju Mercator za njihov prispevek. Sedaj pa se opravičujem. Sedaj pa gremo v zaključek tega dogodka. Samo trenutek, da to šeramo. Gremo v zaključek dogodka. Se pravi, kaj smo se danes naučili? Marsikaj. Vemo, da je zakonodaja pokrita, vemo, da obstajajo orodja in vemo, da je nekako trg ali poslovno okolje pripravljeno, da pričnemo poslovati z elektronskimi računi. Danes smo dvakrat slišali besedo ali besedno zvezo veliki pok. In mislim, da smo v tem trenutku, v tem drugem velikem poku, če mu temu tako lahko rečemo, saj nas nekako okolje še dodatno spodbuja k temu, da se bolj poslužimo tehnologiji, ki je že nekaj časa pripravljena, pa nekako nismo storili korakov v tej smeri, da bi jo v popolnosti zaobjeli in izkoristili vse njene prednosti. Na tem mestu bi se želel zahvaliti vsem soorganizatorjem konference. Želel bi se zelo zahvaliti vsem, ki so pripravili svoje prispevke, da smo lahko gledalci videli, kaj dejansko na trgu odraža vsa ta teorija, o kateri predavamo že vsa ta leta in kako to lahko v praksi primerno uporabimo. Zahvaljujem se pa jasno Centru za e-poslovanje Slovenije, Nacionalnemu forumu za e-račune, podjetju ZZI, Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije in Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Na koncu naj še enkrat omenim, da lahko vsa vprašanja pošljete na info@epos.si in kolikor se da hitro vam bomo na vprašanja odgovorili. Gradiva, dodatna in pa posnetek tega webinarja oziroma e-konference pa boste lahko se ogledali na povezavi, katero boste prejeli po elektronskem naslovu. Želim vam uspešno še naprej. Hvala, toliko iz moje strani.